Hvala za pojasnilo pojma totalitarizem, kot ga uporabljamo pravilno in nepravilno. Vsekakor bi bilo dobro tudi s tem totalitarizmom pod pojmom tudi obračunati, ali rekel, se govoriti tudi o pojmu represija, o čemer danes govorimo. Tako jo razumemo represijo, samo ali enostransko, ali ima represija pravzaprav več pomenov in več pojasnil. O tem sicer ne bi zdaj govoril, bom pa nekaj jutri. Tako da bi zdaj povabil dr. Borisa Mlakara z Inštituta za novejšo zgodovino, ki bo govoril o poglavitnih oblikah in razsežnosti represije v povojni Evropi. Torej, tokrat o represiji in verjetno po povezavi s totalitarizmom. Prosim, Boris. Ja, hvala lepa. Naslov si že sam povedal. Kar se tvojega predvidevanja tiče, niti ne bom posebej izpostavljal totalitarizma. Kajti v povojni Evropi je to pač malce omejen pojav, ampak vseeno moj predhodnik je to že omenil. Druga se tudi jaz bom stvar prebral, ker pač nimam tako dobrih profesorskih izkušenj kot moj predhodnik. Druga svetovna vojna je usodno zaznamovala evropski prostor. Tragično je posegla tako v življenje narodov kot tudi posameznikov. Posledica fašistične agresije in okupacije je bilo nekaj 10 milijonov mrtvih in podobno je bilo tudi veliko število ranjenih ter drugače prizadetih ljudi, da ne govorimo o materialni, kulturni in psihološki škodi. Ta vojna se je od predhodnih razlikovala tudi po tem, da je ob siceršnjih osvajalnih in nacionalističnih razsežnostih veliko vlogo igrala tudi ideološka ali celo rasistična komponenta. Ob uporabi moderne tehnologije in propagande je vse to skupaj povzročilo tudi tragične posledice znotraj posameznih narodov, ki so se, tako kot tudi vsak posameznik, znašli na usodnih razpotih in pred nepričakovanimi dilemami. Prihajalo je do neenotnosti, razcepljenosti, kolaboracije s sovražnikom in celo do omejenih državljanskih vojn. Vse to je imelo za posledico, da se je za precejšen del prebivalstva vojna oziroma njej podobno izredno stanje ter trpljenje ni končalo v začetku maja 1945, temveč se je lahko podaljšalo vse na mesece in leta. Obnova in vzpostavitev normalnega življenja sta bila pač dolgotrajna procesa. Če te ugodne misli strnemo, vzroki za povojno represijo so v prvi vrsti koreninili medvojnem dogajanju, toda v veliki meri so njene razsežnosti in oblike zavisele od načrtov in postopkov vojnih zmagovalcev. Če ne upoštevamo preštevanje mrtvih in ranjenih, so gledano z vidika človeških usod, konec vojne zaznamali najprej milijoni vojnih ujetnikov. V največjem delu je seveda šlo tu za nemške vojake, od katerih se jih je maja 1945 8 milijonov znašlo v ujetništvu zahodnih zaveznikov, 3 milijone in pol pa v sovjetskem ujetništvu. Le redki izmed njih so imeli srečo, da so kmalu prišli domov. Še posebej trdo pot so pred sabo imeli tisti, ki so se znašli v več kot 4000 taboriščih tako imenovane sovjetske Bukvi. Domov so prihajali v večjem številu leta 1948, preostali šele po letu 1955. V tem času jih je zaradi hudih delovnih naporov in slabe oskrbe skoraj 1 milijon izgubilo življenje. Dosti ujetnikov je pomrlo tudi v drugih vzhodnih držav, tudi v Jugoslaviji. Večina, kot rečeno, se jih je znašla v rokah zahodnih zaveznikov, toda tudi tam se jim ni godilo nevolja. V taboriščih pod milim nebom, ko so jim sprva kratili status vojnih ujetnikov, jih je na 10 tisoče, cene se gibljajo sicer med 8 tisoč in 40 tisoč, izgubilo življenje posebej tistih v francoskem ujetništvu. Pisanje kanadskega pisca Jamesa Bakija, ki je omenjal milijon mrtvih, je bilo sicer daleč kotirano, tako je namreč ugotovila tako imenovana Maškejeva komisija v Nemčiji, kot tudi Univerza v New Orleansu, ki je temu posvetila posebnico v Pozu.
Nasilje in represija sta se vršila tudi nad več milijoni sovjetskih državljanov, ki sta jih ob koncu vojne ameriško in britansko poveljstvo izločili Sovjetski zvezi. Šlo je bodisi za sovjetske vojne ujetnike, bodisi prisilne delavce ali pa celo za pripadnike različnih, narekovajo, sovjetskih kolaboracionističnih formacij, ki so se ob kapitulaciji Nemčije znašli na ozemljih, ki so jih osvobodili anglo-ameriške sile. Churchill in Roosevelt sta bila namreč v skrbeh za usodo svojih vojnih ujetnikov, ki jih je Rdeča armada osvobodila iz nemških ujetniških taborišč, ter sta tudi zato na Jalti sklenila s Stalinom ustrezen sporazum o obojestranski izločitvi vojnih ujetnikov oziroma sploh svojih državljanov. Toda iz teh sporazumov je neposredno izhajalo, da bi pri tem lahko uporabljali prisilo oziroma da bi sovjetske državljane izročali proti njihovi volji. Mnogi izmed teh si namreč niso želeli vrnitvi v Sovjetsko zvezo, znači iz razumljivih razlogov, in posebej tisti iz vrst nemških pomožnih vojaških sil ali kolaboracionistov so zahtevali status nemških vojnih ujetnikov ali celo nemških državljanov. No, bili so izročeni sovjetskim oblastem in večina leteh je bila odvedena v delovna taborišča, kjer jih je zatem v ekstremnih razmerah mnogo pomrlo. Takšna usoda je doletela tudi bivše vojne ujetnike, pač v skladu s stalinsko doktrino, da je tisti, ki se pusti ujeti nacistom, izdajalec. Še posebej dramatična je bila znana prodaja tukaj v naši bližini ruskih kozakov Rdeče armadi junija 1945 na vzhodnem Tirolskem. Dramatično in tudi množično je bilo izganjanje nemškega prebivalstva iz srednje in vzhodne evropskih držav. Tudi ta odločitev je padla na najvišji zavedniški ravni, pri čemer so v posameznih državah to dodatno utemeljili s posebnimi vladnimi sklepi oziroma dekreti. Vzroki in povodi za tako odločitev so seveda ležali dogodki že pred in predvsem med vojno, ko se je izkazalo, da so pripadniki nemških manjšin v veliki meri podpirali Hitlerjevo osvajalno politiko, igrali celo vlogo pete kolone oziroma so se postavili proti suverenosti svojih matičnih držav. Zavezniki so z izgonom Nemcev hoteli zagotoviti večjo stabilnost zadevnih evropskih meja, ter hkrati s tem do neke mere kompenzirati veliko trpljenje evropskih narodov povzročeno strani nacistične okupacijske strahovali. Tako je po vojni na ozemlju Sovjetske zveze sicer že deloma mednjo, z izgonom Nemcev nastopil tako rekoč največji premik prebivalstva v 20. stoletju. Do leta 1948 je bilo omenjeno območje v bistvu izpraznjeno od Nemcev. Češko-Slovaška je izgnala čez 3 milijone Nemcev, Poljska še malo več, ter Madžarska okrog 4 milijona pripadnikov nemških manjšin. Ker pa je bila Madžarska nemška zaveznica, je tudi Madžare doletelo nekaj podobnega. Slovaške se namreč v matično domovino izganjali Madžare, čeprav ne vse. Sovjetska zveza in Nemci izgnala osvojene vzhodne Prusije. Nemci pa so morali zapustiti tudi baltske države, ki so spet postale del Sovjetskega imperija. Podobno je bilo tudi v Jugoslaviji oziroma Sloveniji. Do medsebojnih menjav prebivalstva je prihajalo tudi drugod, recimo med Poljsko in Ukrajino, kjer je tudi prišlo do tragičnih dogodkov. To pa je bila malenkost v primerjavi s tistim, kaj se je dogajalo s češkimi oziroma sovjetskimi Nemci, kjer je prihajalo do pravih pogromov in pomorov. Zbrani Nemci iz Brna, na primer, poslani na nekakšen marš smrti. Nekdanje judovsko koncentracijsko taborišče Terezin so sedaj morali preizkusiti v vednicah okoliški Nemci. V teku teh začetnih divjih izgonov je izgubilo življenje med 19 in 30 tisoč Nemcev. Od tega je bilo 6 tisoč žrtev direktna posledica češkega nasilja. Okrog 5 tisoč ljudi je tedaj naredilo samomor. Kasneje pa je seveda to izganjanje potekalo bolj organizirano in z manj žrtvami. Poseben vidik povojne represije, ki je tudi še kako zaznamoval evropsko celino, je bil obračun s tistim delom prebivalstva, ki je medvojno kolaboriral z nacističnimi in fašističnimi okupatorji oziroma po presvojih vojnih oblasti v povezavi z njimi deloval proti interesom vlastnega naroda oziroma države. Povojni obračun s medvojnim, recimo nepatriotskim obnašanjem, ker s morebitnimi z njimi povezanimi zločinstvi je potekal v vseh državah, ki so na tak ali drugačen način občutili omenjeno situacijo.
To je bil zelo mnogovrsten in poprosto v sebi protesloven pojav oziroma proces, enako kot tudi sama kolaboracija in kot je bila pravzaprav mnogovrstna tudi sovražna okupacija, ki je širom Evrope tako ali drugače pogojevala načine preživetja prizadetega prebivalstva. Tako sta bila kolaboracija in njen sledeči obračun tesno vzročno posledično povezana, a prostor nam pač ne omogoča, da bi na tem mestu to sliko lahko zadovoljili meri utemeljili in predvsem odprli s konkretnimi materialnimi podatki. Nakratko pa se bomo dotaknili konkretnega dogajanja po posameznih evropskih območij oziroma državah. Najprej pa da predvsem poudarimo, da se je tudi omenjeni obračun dogajal v ozračju izrednih razmer v prehodnem obdobju, ko nova državna oblast še ni uspela formirati in še manj utrditi vseh institucij demokratičnega sistema. Vendar je v tem ozračju kljub vsemu predvsem prevladovalo hotenje po prelomu z bivšim avtoritarnim ali totalitarnim sistemom in po obnovi demokracije. V tem okviru je ovrednotenje in s tem povezana obsodba vseh protidemokratičnih in protinarodnih dejanj ter njihovih nosilcev igralo pomembno vlogo v procesu vzpostavljanja legalnosti in legitimnosti novega reda. Po travmah vojne in okupacije, ter z upoštevanjem čuta za pravičnost, je tako nujno moralo priti do obračuna oziroma takega ali drugačnega sojenja okupatorjem in njihovim domačim sodelavcem, ki so bili mnogokrat označevani za izdajalce oziroma zločinci. To je bilo v nekaterih primerih, posebej v bivših državah posit, a tudi v nekaterih okupiranih državah, povezano s pojmom in procesom denacifikacije oziroma defašizacije. Pravna podlaga za take obračune je bila več kot vprašljiva, saj je pojav kolaboracije, ki med drugo svetovno vojno zadobil tudi izrazite ideološke konotacije, bil v bistvu novo, ki ga nacionalne zakonodaje niti mednarodno vojno pravo niso v celoti predvidevali. Francija je sicer tik pred vojno primerno zaostrila svoj kazenski zakonik, medtem ko so vsaj v primerih drugih zahodnoevropskih držav že njihove begunske vlade sprejeli ustrezna dopolnila teh zakonikov. Med drugim tudi s ponovno uvedbo smrtne kazni za največje zločince oziroma izdajalce. Pravna stroka je na primer na Norveškem kasnejšim konkretnim uveljavljanjem te nove zakonodaje sicer ugovarjala, češ da gre za nedopustno retrogradno zakonodajo, pa oblasti so s poudarjanjem nujnosti trenutka in izrednosti položaja to uspeli obraniti. Podoben je bil problem uveljavljanja kolektivne krivde za pripadnike nekaterih pronacističnih nacionalnih združenj, a je bila odločitev podobna. Vse je bilo v teh razmerah pač odvisno od politične volje in ta je bila v tistem času nedvoumna. Vsaj formalno so se ta vprašanja zdela manj pereča v deželah Srednje Evrope, še posebej v sovjetskem prostoru, kjer je šlo za drugačno demokratično tradicijo in pravno kulturo, tako da je sovjetska oblast obračun s kolaboracionisti in drugimi narodnimi sovražniki opravila hitro in učinkovito. Tudi drugod po Srednji in Vzhodni Evropi je potem, ko so komunisti prišli formalno na oblast, problem kolektivne krivde postal brezpredmeten oziroma samoumeven. Posebno pravno vprašanje so se, ali bi se lahko postavljalo v primerih vizniških državnih tvorb, predvsem recimo v primeru Petenove države, ki je bila za mnoge Francoze legalna in tudi legitimna in je šlo z vidika povojnih sodnikov za svojvrstno razumevanje nacionalnega interesa. Čas verjetno počasi izteka. Tako da bi še nadaljne razpravljanje o problemu obračuna s kolaboracijo na splošni ravni izpustil in bi se nakratko dotaknil konkretnega obračuna v posameznih državah. Najprej ne omenim Francijo, ki je bila pač največja država, ki je bila vsaj za kratek čas v celoti okupirana. Zadnje je bilo značilno že omenjeno eksitiranje tako imenovane Petenove francoske države. In tudi tam je nastal pojem kolaboracije in tudi obračun s kolaboracijo se v Franciji ponavadi navaja kot neko vzorčno dogajanje. V Franciji, posebej v Italiji, prihaja tudi do tako imenovanih divjih obračunov, medtem ko v skandinavskih in
tudi država Beneluxa do tega skoraj ni prišlo, nekaj takih pojavov se omenja v Belgiji in v Luksemburgu. V Franciji so na tak divji način, brez formalnega svojega obračunali skoraj 10,000 Francozi, pri čemer je treba povedati, da je večina teh obračunov bila izvršena že pred osvoboditvijo oziroma tekom operacije za osvoboditev Francije. To pa je seveda kot vemo potekalo vsaj pol leta. No, po vojni pa so brez formalnih obračunov usmrtili skoraj 2000 ljudi. Kar se tiče sodnega obračuna, pa je bil v Franciji ta razmeroma mile narave v primerjavi z Norveško ali tudi Belgijo in Nizozemsko, saj če gledamo procentualno, koliko ljudi je glede na število kolaboracionistov ali celo število prebivalstva bilo v sodnem procesu, koliko je bilo procesiranih, koliko obsojenih in koliko obsojenih na smrtne ali druge težke kazne. Tega je bilo v Franciji najmanj v vzhodni Evropi. Italija je malce drugačen primer, tam je bilo teh divjih obračunov malce več, do 15,000 se v novejši literaturi omenja številka. Je pa v Italiji bil že decembra 1943 strani vlade na jugu uveden tako operacijski sistem z vrhovnim operacijskim sodiščem in z približno 160 operacijskimi komisijami, ki so potem tekom osvobajanja države proti severu in po osvoboditvi izvajali ta proces. No, važnejše za Italijo pa je to, da je odporniško gibanje, ki je bilo v velikem meri pod vplivom ali pod vodstvom komunistov, izvajalo mimo državnih in mimo zavezniških oblasti to divjo operacijo, posebej je bilo to izrazito v Piemontu ali Emiliji v Romaniji, kjer v bližini zgodovinarji v bližini Modene celo identificirajo tako imenovani trikotnik smrti. Kakorkoli že, naj preidem za zaključek na Balkan in vzhodno Evropo. Na Balkanu je bilo močno odporniško gibanje, kot vemo, posebej v Jugoslaviji in tudi v Albaniji, in ti odporniški gibanje sta prišli na oblast in že kot državna oblast izvajali operacijo oziroma obračun z kolaboracijo oziroma že tudi z nasprotniki nove oblasti. V Grčiji to ni bil primer. Po državljanski vojni, ki je izbruhnila v bistvu že med vojno, se je po intervenciji Britancev pod vodstvom komunistov odporniško gibanje umaknilo na sever in je še tam še nekaj časa ustrajalo, nekaj let. In tekom te državljanske vojne so komunistični partizani tudi obračunali z nekaj tisoč bivšimi kolaboracionisti in seveda tudi terajnimi nasprotniki. V Bolgariji se je obračunal z režimom, ki je sodeloval z nacistično Nemčijo, podobno kot drugod, naj zaključek vendarle še preverem. V Bolgariji se je obračun z režimom, ki je sodeloval z nacistično Nemčijo, podobno kot drugod v srednji in vzhodni Evropi, odvijal znaku vse bolj prisotnega sovjetskega vpliva. Ljudska sodišča so na več kot 130 procesih obsodila skoraj 11,000 ljudi, od tega več kot 2,000 na smrt. Že v februarju 1945 je bilo na velikem procesu obsojeno celotno staro državno vodstvo in takoj zatem so ustrelili skoraj 100 poslancev in ministrov. Od jeseni 1944 naj bi brez sledu izginilo vsaj 28,000 oseb, v emigraciji so navajali celo število 50,000. Podobno je bilo v Romuniji. Obsojenim z mučenjem bil seveda tudi Mihail Antonescu. Ob tem so zabeležili tudi okrog 500 sodnih in neznano število izven sodnih usmrtitev. V Romuniji tudi že srečamo dva značilna pojava represije po vojni v vzhodni Evropi. Po eni strani je šlo za že omenjeno izganjanje tako imenovanih Volksdeutscharjev, podobno manjših dimenzijah srečamo to še na Mađarskem, Češko-Slovaškem, Poljskem, Baltiku in seveda v Jugoslaviji. Po drugi strani pa je šlo za deportacijo političnih nasprotnikov Sovjetsko zvezo, odkoder se marsikdo ni nikdar več vrnil v domovino. Posebej tragičen je bil ta pojav v baltskih deželah, ki so tako doživeli že drug tak udarec
v obdobju 5 let, po prvi priključitvi k Sovjetski zvezi leta 40. V vseh zgoraj naštetih deželah so podobno kot v Bolgariji in Romuniji, predtem govorim tudi še o drugih deželah, seveda, povojna ljudska sodišča obsojala medvojne kolaboracioniste, vse bolj pa tudi tako imenovane sovražnike ljudstva, kar je bilo v funkciji spremembe družbenega sistema oziroma prevzema oblasti s strani komunističnih partij. Posebej delovna so bila omenjena ljudska sodišča na Madžarskem, kjer je tak v bistvu divja regulacija povzročila med 6 in 7 tisoč žrtev, na Poljskem pa okrog 3 tisoč. Če izvzamemo izgolj nemške manjšine, je bil povojni obračun s medvojnimi grešniki na Slovaškem in Češkem videti še najbolj pravno korekten in najmanj pod neposrednim sovjetskim pritiskom. To pa ni pomenilo, da tam ni bilo resnega obračuna. Na Slovaškem je bilo 33 osebnosti medvojnega režima obsojenih na smrt in usmrčenih, seveda na čelu s prelatom Jozefom Tisom. Na Češkem je bilo po vojni v okviru obračuna s kolaboracijo, ki je poznala celo več oblik češkega fašizma, v preiskave okrog 90 tisoč oseb. Se pravi toliko, kot med nekajkrat manj številnimi Norvežani, o katerih nisem vse govoril. Pred sodišči je bilo obsojenih na smrt in usmrčenih 234 oseb, še več pa jih je bilo obsojenih na dosmrtno ječe, kar je in še na manjše, manj dolgotrajne ječe, ampak to se je dogajalo seveda v vseh državah. V Rusiji, in s tem bom zaključeval, oziroma Sovjetski zvezi, so žalosten konec doživeli tudi z zahoda vrnjeni pripadniki Sovjet številnih kolaboracionističnih formacij. Na čelu s pripadniki tako imenovane ruske osvobodilne armade generala Andreja Vlasova. Po nekaterih pričevanjih ne bi bilo od teh takoj ustreljenih 8 tisoč vojakov. Sam Vlasov pa je bil po leti 46 obsojen na smrt in obešen. Ostali so seveda bili poslani v sibirska delovna taborišča. Na sovjetske prostore je bil problem in pojav kolaboracije izredno zapleten, saj so poleg oportunizma in boja za preživetje poglavitni motivi zanje ležali tudi proti ruskem nacionalizmu posameznih narodnosti, kot tudi v splošnem proti revolucionarnem oziroma proti sovjetskemu razpoloženju. Tako bi tudi predstavitev obračuna s to raznovrstno kolaboracijo močno presegla naš prostor in čas. V Sovjetsko zvezo je bilo sicer značilno še eno žalostno poglavje povojne represije, največ kolektivno kaznovanje celih narodnih skupnosti pod obtožbo kolaboracije z Nemci. Omenjeni in znani so primeri, da ne govorimo Nemcih, še Čečeni, Tatari, krimski Tatari, posebej mešetski Turki, Ingušeti. Hvala lepa.